Lepo pozdravljeni vsi skupaj na drugi okrogli mizi na presečiščih, kjer bomo raziskovali, kako ustvariti trajno podporno okolje za sodelovanje med kreativci, raziskovalci, podjetji in skupnosti. V Sloveniji že obstajajo žive strukture, ki delujejo na presečišču znanosti, umetnosti, tehnologije in družbe, od mreže RUK, Centra ROK, GZS iniciative in za projektov Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani. Zato še posebej lepo pozdravljam današnje goste, s katerimi se bomo pogovarjali o tem, kaj te strukture danes že omogočajo, katere ovire ostajajo in kako to prenesti v sistemske podporne sisteme. Preden pa začnemo debato s sogovorniki, bi jih še na kratko predstavila. Na skrajni levi sedi Borut Jerman, ki vodi kulturno-izobraževalno društvo PINA, ki deluje na presečišču družbenih inovacij, izobraževanja, kulture, umetnosti, znanosti in participacije. Z zavzetostjo in trudom celotne ekipe je PINA postala ena osrednjih organizacij v Sloveniji na področju trajnostnega razvoja, participacije in mednarodnega sodelovanja. Poleg njega je Urša Jerše, ki vodi Pisarno za prenos znanja Univerze v Ljubljani, kjer skrbi za povezovanje akademske odličnosti z gospodarskim in družbenim okoljem, razvoj strategij, ki spodbujajo inovacije in podjetništvo in da ideje z univerze dobijo partnerje, pravni okvir in pot do trga. Potem na sredini sedi Žiga Lampe, ki je vodja področja strateškega razvoja in internacionalizacije na Gospodarski zbornici. Pod njegovim vodstvom GZS razvija strategije za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in skozi pobude, kot je In za, povezuje podjetja, raziskovalce in kreativni sektor ter odpira poti do razvojno usmerjenega okolja. Potem poleg njega sedi Miha Turšič, ki je umetnik in raziskovalec, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti, vesoljskih tehnologij. V nizozemskem inštitutu WAG FutureLab je vodja vesoljskega laboratorija in iniciator projektov, kot so povezovanje umetnosti in znanosti, vesoljska umetnost in kultura. Potem pa še Renata Zamida, direktorica kreativnega središča Center ROK, ki deluje kot stičišče za oblikovalce, arhitekte, rokodelce in druge ustvarjalce, ter si prizadeva za soustvarjanje odprtega prostora, v katerem nastajajo rešitve za družbene izzive prihodnosti. Center ROK nudi tako mentorsko kot tudi tehnološko podporno okolje za razvoj novih inovativnih produktov. Zdaj pa mogoče bi začela kar s tabo, Borut. In sicer, preden ti postavim prvo vprašanje, te vprašam, če se ti kaj kovca kdaj. Namreč v Celju pogosto omenjamo PINO kot eno izmed tistih organizacij, ki bi si jih tudi sami želeli imeti in nekako to okolje in se pravi, kar s PINO delate, se včasih kar hecamo, da mogoče lahko odprete tudi podružnico pri nas. Zdaj pa, da gremo zares, kako je razpis mreža RUK vplival na ustvarjanje podpornega okolja v regiji in na nacionalni ravni, pa kako se je recimo spremenilo razumevanje vloge kulturno-kreativnega sektorja v inovacijskem ekosistemu, pa recimo kateri učinki so bili najbolj vidni širše ali pa recimo, da imajo največji potencial. Hvala za vabilo. Najprej v odgovor pohvali, hvala. In tudi mi v Kopru pač zavidamo Tehnološkemu parku Celje in bi tudi mi imeli nekaj takega v Kopru, tako da pohvali tudi v Celje. Mislim, mreža ROK in ne nazadnje tudi mreža KONS, ki sta nastale kot dvojčici iz razpisa za spodbujanje raziskovalnih umetnosti in kulture, pač sta vsaj za našo mrežo prinesle v bistvu ogromen napredek. V 4 letih financiranja smo lahko postavili bodisi fizično infrastrukturo, bodisi sistemsko infrastrukturo, ki je omogočila, da PINA začne in prodre in nadaljuje tudi po koncu financiranja pri izvajanju in sodelovanju v programih, o katerih smo pri prejšnji okrogli mizi veliko slišali, od Kreativne Evrope oziroma Ustvarjalne Evrope do Obzorja Evropa in programa STARC. Tako da v bistvu je postavilo možnost nadaljevanja in nadgradnje. Žal pa moram pa tudi povedati, da je ta nadgradnja in to nadaljevanje veliko usmerjeno navzven, na evropsko dimenzijo in globalno dimenzijo, manj pa v državno ali pa celo lokalno raven. Ker ja, pač financiranje je končalo že preko 2 leti nazaj
in se šele zdaj napoveduje nov razpis za možnost nadaljevanja. Ampak nam je uspelo ohraniti to okolje in nadgrajevati in nadaljevati. Ampak, kot sem rekel, pač delamo večinoma z tujimi akterji, v tujini, kar pa ne pomeni, da ne delamo tudi lokalno, na kar smo tudi ponosni. Ponosni smo recimo, da smo uspeli v teh letih vzpostaviti stike z gospodarstvom, ker je bilo največji izziv. Mi smo že prej imeli stike z raziskovalnimi institucijami znotraj univerz, je bilo pa izziv začeti sodelovati z gospodarstvom bolj konkretno, ker pač te tradicije v Sloveniji ne obstaja. Pač tudi gospodarski sektor težko prepoznava kreativne in kulturne industrije, še posebej, če so organizirane kot društvo, kot Pina je, pač ne prepoznava kot nek potencialnega partnerja, prej potencialnega izvajalca. In ko se pogovarjamo o kreativnih industrijah, veliko krat slišimo, boste nam dizajnirali grafično podobo, mi pravimo pač to ni to, kar mi želimo delati in nam je ravno zaradi roka uspelo prodreti in z naslednjimi projekti nadaljevati to. Recimo, kaj danes delamo? Sodelujemo z Luko Koper, smo v Luki Koper postavili ostrige, opremljene z senzorji, ki spremljajo dihanje ostrih in preko tega monitoriramo kvaliteto vode v Luki Koper. Gradimo podvodni kalcinat, podvodne strukture za uporabo osnovne elektrolize in raziskujemo možnost grajenja podvodnih struktur tudi v podporo recimo pristaniški dejavnosti z muljem iz Luke. Smo skupaj z umetniki in umetnicami naredili tudi ta rešitev z školjkami, je išla iz umetniške ideje. Zdaj recimo se ukvarjamo z muljem, naredili smo barvo, ki je uporabna za les, za doma, za ploščice. Tako da v bistvu rešitev je ogromno, potencijala je še toliko bolj. Problem je, ker pač smo v Sloveniji država, ki, kot ste že sami prevideli, imamo ogromno institucij, ogromno ustanov, ogromno direktoratov, ogromno strategij, ki zelo top-down urejajo stvari, smo pa še vedno veliko preveč govorimo o ekosistemih in o sektorjih. Pač pogovarjamo se o vsebinah in vsebine pač je težko razdeliti na sektorje, še posebej, če se pogovarjamo o prihodnosti. Prihodnost pač je interdisciplinarna in sektorska, če že. Ok, pa mogoče nadaljujem s tabo, Žiga. Kaj bi bilo potrebno, da bi podjetja videla sodelovanje s kulturno-kreativnim sektorjem kot strateško priložnost? Kako jim zdaj približati to vrednost KKS, da se mogoče odmaknemo od nekih stereotipov in razumemo, da je vključevanje KKS lahko ključno vodilo, ki usmerja proces inoviranja? Bom začel skoraj 10 let nazaj, ko smo na zbornici v bistvu prvič prepoznali pomen kreativnega sektorja za razvoj inovativnosti v Sloveniji, v gospodarstvu. Takrat smo v bistvu začeli z enim projektom Dezalp, ki se je ukvarjal s vpeljavo design thinkinga v podjetja. In dosti hitro smo ugotovili, da imeli smo idejo, da bomo izobrazili v podjetjih ljudi, ki bojo znali design thinking, pa dosti hitro ugotovili, da tega znanja ne moreš se naučiti v roku 14 dni ali pa enega meseca. In smo seveda potem začeli iskati, kdo pa ta znanje ima in ugotovili, da se to skriva v kreativnem sektorju in probali povezovati z gospodarstvom. In smo hitro trkali, hitro prišli do tega, da ugotovili, da tukaj delujeta dva različna svetova, ki jih ne moreš kar enostavno zbližati. In z tega naprej je potem nastal en nov projekt, kjer smo se v bistvu tudi z Anjo povezali, ki se je imenoval Cooperation Collider, COCO, kjer je pa bil v bistvu namen, tako kot smo danes slišali v znanosti, v Švici trkajo delce med sabo, pa gledajo, kaj dobrega nastane. Smo mi takrat v bistvu želeli te dva sveta na različne načine malo potrkati med sabo, kreativni sektor pa gospodarstvo, da vidimo, kakšni modeli sodelovanja pa bi bili taki, ki bi delovali, pa tudi spet hitro ugotovili, da tega ne moreš ukalupati v en program pa reči, takole se sodeluje. In v bistvu dosti hitro ugotovili to, kar pa dela, se sem danes že videl, tukaj kompetenčni center za design management. Na koncu smo vsi ljudje in treba graditi odnose skozi čas. In ljudje morajo imeti priložnost se spoznati in videti. In jaz mislim, da v zadnjih 10 letih se je veliko naredilo na temu. Podjetja zdaj ne vidijo več kreativni sektor samo kot team building. Danes je bilo že omenjeno, so podjetja, ki so bila v zahvalo kompetenčnemu centru za design management že na robu
mogoče stečajev, pa so zdaj uspešna, a ne. In je v bistvu, so se podjetja bolj senzibilizirala na to, da če pride ne vem kdo zaposlen do njega pa reče, ja, mi bi pa imeli eno delavnico na design thinking ali pa mogoče celo se šli business model canvas ali pa nekaj, ne, so zdaj direktorji bolj odprti za take stvari. Po drugi strani se je pa tudi, ne, tukaj je pa center zelo veliko naredil, kreativni sektor do te mere naučil, da tudi zna komunicirati z poslovnim svetom, ne, da ni tukaj v bistvu ne, kreativci pa umetniki bolj izvirate iz svojih prepričanj, nekih sporočil, ki jih želite v družbo dati, ne. V poslu pa na koncu pač je pomemben denar, direktor mora zagotoviti plačo za zaposlene, ne, in je treba pač na prav način komunicirati. Tako da tukaj ni enostavne rešitve, mislim, da je to tek na dolge proge, smo na dobri poti in mislim to, kar smo dopoldne poslušali, če bo taka podpora tudi v resnici implementirana kreativnemu sektorju in povezovanju gospodarstvom, smo na pravi poti. Je pa vse tako, a ne, tudi v Evropi se kaže, tudi recimo, ko je bilo omenjeno, da je inovativnost v Sloveniji v podjetjih slaba, da podjetja malo vlagajo, ne, je res, imamo zelo veliko inovacijskega potenciala, ampak podjetja vlagajo tja tudi, kjer so spodbude. Ne moramo vedeti, da tudi manjkajo te spodbude, tako da več, ko bo spodbud za podobnih, kakor je to, pa tako, kot smo slišali, kreativnost je nekje na presečišču med različnimi ministrstvi, več, ko bomo uspeli različnih ministrstv povezati med sabo, pa stvariti mehanizme za podporo temu sodelovanju, hitreje se bo to zgodilo. Okay, se pravi, če na kreativnost gledamo kot na nek ključni strateški sektor, pa se premaknemo do tebe, Miha, kako je to na Nizozemskem, pa mogoče za začetek najprej sploh, kaj je VAH Future Lab in kako deluje, pa kdo je tam ključni akter za razvoj KKS, pa mogoče potem na tem primeru še razložiš, kako tam financirajo in razvijajo te projekte na presečišču med umetnostjo, znanostjo, tehnologijo, gospodarstvom. Ja, hvala za povabilo. Zelo na hitro. VAH je 30 let stara organizacija, začela se je kot v Sloveniji recimo Ljudmila, skratka kot nek medijski laboratorij, iz nekega projekta, ki se je imenoval The Digital Estate, skratka digitalno mesto, kjer si ti kot posameznik, kot občan lahko imel spletno mesto in e-mail. To je bilo začetek 90-ih let. Ta projekt je recimo pred parimi leti bil uvrščen na seznam nematerialne kulturne dediščine na UNESCO. Skratka, to so bili začetki, ne? In v teh 30 letih se vsako leto spremeni v nekaj popolnoma drugega skoraj. Skratka, to ni neka monotona stvar, ki bi bila ena stvar, ampak živi. V tem trenutku, skratka, danes ima to organizacija tam 50-60 ljudi, velikosti 2x, 3x, kot je recimo CZK. Smo neodvisna, skratka NGO, hkrati smo pa del tudi, temu se reče, temeljne infrastrukture, skratka tretjina strukturnih sredstev, tretjina nacionalnih projektov, tretjina evropskih projektov. Ukvarjamo se smo kulturno-raziskovalna inštitucija. Jedro je nekaj, čemu rečemo public research, skratka raziskovanje v javnem kontekstu. Naši raziskovalci so občani, skratka, in tukaj lahko naredim navezavo na Nizozemsko. Skratka, pri njih se gre za družben standard. Skratka, nihče se ne sme imeti slabo. In zato je ključno so vprašanja, ki se porajajo v družbi. Ne v nekih sistemih, ne v akademskem kontekstu, ne v industriji, ampak problemi, ki so na cesti, problemi, ki jih imajo, tako bom rekel, frizerji, šoferke, ti problemi so pomembni v družbi. In en od fenomenov, ki se je zgodil recimo v 80-ih, 90-ih, tudi na nivoju politike, je dejansko bilo super, vi znanstveniki delate fenomenalne zadeve, umetniki delate fenomenalne zadeve, ampak ljudje nimajo nič od vas.
gremo razviti pač neke programe, ki bojo omogočali, da bojo ljudje imeli kaj od raziskav, od inovacij, od umetnosti, od znanja. In temu se danes reče nacionalna raziskovalna agenda. Skratka, ne temeljni program, ampak agenda kot taka, kjer se 2 leti ukvarjajo z, kaj so zdaj ta vprašanja, in potem se 3-4 leta financira projekte na projektih, ki se jih identificira kot pomembne v družbi. Skratka, in na teh temeljih se potem gradijo strukture v državi. Ena od ključnih struktur je to, da je na Ministrstvu za gospodarstvo 10 ključnih, ne bom rekel sektorjev, ampak 10 ključnih tem. Ena od njih je kreativnost. Skratka, kreativnost ni kulturna domena, kreativnost je gospodarska domena. Ni kreativnost in gospodarstvo, ampak kreativnost je gospodarstvo. Kot primer. Ampak to je tako visoko postavljen, da obstaja potem agencija, ki se reče ClickNL, ki dejansko razvijajo metode, vzvode za to, kako kreativnost se razvija kot gospodarsko panogo. Ločeno obstaja recimo potem agencija kot Stimulierungsfonds, kot nek CZK, ki pa je agencija in razvija potem projekte, programe za kreativni sektor, in so blazno razvejani. Skratka, vse, kar kreativni sektor, skratka, agencije, kreativci, organizacije rečejo, da rabijo, potem ta agencija realizira. Skratka, ni to top-down mehanizem, ampak je nekako bottom-up in potem se to skozi leta strateško razvija. Tle se pač potem vidi, kako to dolgoročno, ta dolgoročnost ključna tukaj. Skratka, ni stvari, ki se iz leta v leto ali pa iz projekta v projekt, iz programa v program, ampak rabiš dolgoročni program. In ključno se potem vidi tudi skozi našo organizacijo, ker zgolj ti, ki veš, da imaš pač to, mislim, da ekosistem obstaja, da struktura obstaja, potem lahko se ukvarjaš in z raziskavam, in z inovacijami, in s posamezni projekti in tudi imaš svobodo pripeljati noter stvari, ki še ne obstajajo. Skratka, prijajo do tebe raziskovalci, ki rečejo, mene pa zanima, lahko delam barve za tekstil iz rastlin, ki rastejo v parkih v mestu. To ni vprašanje, ki se lahko razvije v industriji ali pa v akademskem kontekstu, ampak zgolj iz ljudi, ki hodijo v parke recimo, in se ukvarjajo s tekstilom. Skratka, lahko bi še nadaljeval, bom tukaj vse ustavil. Skratka, nizozemski kontekst, predvsem se gre za blazno odprtost, blazno radovednost in pa vprašanje, kako naprej. Marsikaj vemo, ampak vprašanje, kako pa naprej, je pa potem eno ključnih, ki poganja vse skupaj. Ok, se mogoče na to agencijo še vrnemo, pa bi zdaj vse nadaljevala z Uršo. Mogoče iz vidika tega, kako se pravi pri povezovanju znanosti in gospodarstva, kako na univerzi vključujete kreativne fakultete oziroma neka druga področja in kako ste razširili ta fokus na netehnološke inovacije, konkretno kako vključujete v ta sodelovanja NTF, ALU, arhitekturo itd. Ja, hvala. To se pravi, jaz prihajam iz pisarne za prenos znanja in v bistvu naše poslanstvo je, da povezujemo naše raziskovalce, naše študente za družbo, to se pravi z gospodarstvom in tako naprej. Je pa tudi tako, da v zadnjem času so univerze res, tukaj se od njih pričakuje, da v bistvu rešujejo te velike probleme, ki nastajajo in seveda te probleme lahko rešiš samo interdisciplinarno. Univerza v Ljubljani je seveda že po svoji naravi zelo interdisciplinarna, imamo 23 fakultet pa 3 umetniške akademije, ampak v praksi v bistvu ta interdisciplinarnost ne poteka tako zelo samoumevno, tako da so te fakultete kar tako zelo vsaka za sebe. Tako da tukaj mi potem kot neka centralna služba in seveda tudi druge službe poskušamo krepiti to interdisciplinarnost in res vse članice vključevati. Kaj smo recimo v zadnjih letih naredili, je naprimer VIP projekti, to so veliki interdisciplinarni projekti, ki se financirajo, če veste, zdaj pač iz Arisa je določen denar prišel k nam, pa moramo potem mi in so v bistvu to eni takih projektov. Kar tudi delamo kot pisarna, vizavi gospodarstva, je pa, da v bistvu mi predstavljamo enotno vstopno točko.
In pol bo malo kasneje več povedala še o Unimindsu, pa o nekih dogodkih, ki jih delamo, ampak ideja je ta, da lahko podjetje pride do nas z nekim zelo interdisciplinarnim izzivom. To se pravi, da ne gre to povezovanje več samo, jaz poznam Jožeta, on tam dela nekaj na molekulah in grem pol do njega, ampak lahko prideš do neke točke na univerzi in rečeš, jaz imam pa težave, ki so vezane in rabam 10 različnih fakultet vključiti, in lahko pol to mi potekamo. In nekaj takih projektov dejansko smo izvedeli v zadnjem času in so v bistvu tudi zelo dobri rezultati. Tukaj bi pa tudi omenila še potem strateška partnerstva. Strateška partnerstva pa v bistvu nam omogočajo, da na dolgi rok v bistvu se spoznavamo, te stvari počnemo. In res tudi zdaj smo imeli z Novartisom, recimo, ko smo lani podpisali in smo recimo imeli neko delavnico, kjer smo vključili tudi kreativne industrije in ne vem, preko 10 članic na neko delavnico. Sicer smo pa tako, naša pisarna oziroma nasploh pisarne za prenos znanja so se včasih imenovali pisarne za prenos tehnologij. To se pravi, večinoma je šlo za izume in za patente. Zdaj pa ta trend tudi v Evropi, gre bolj, širi se v bistvu to znanje in širi se tudi od tega ne samo, da se nekaj licencira in prodaja in služi od patentov, ampak da ima to nek vpliv na družbo. To, kar ste tudi vi rekli. To se pravi, da niso te raziskave same sebi namen, ampak da imajo nek širši vpliv na družbo. In temu trendu smo tudi mi sledimo na univerzi, tako da smo tudi v bistvu pravilnik smo razširili, tako da ne pokriva samo izumov, ampak so tukaj lahko tudi od blagovnih znamk, softverov, karkoli, tudi v končni fazi, dobro, pri teh umetniških delih je spet malo drugače. Tako da recimo to, sicer pa smo ustanovili en sklad, hud sklad, ki pa v bistvu naslavlja raziskovalce iz humanistike, umetnosti in družboslovja. In tukaj imamo pa zelo zanimive projekte, ki so v bistvu, jaz bi rekla, umetniško-kreativni, včasih tudi čist bolj družboslovni, ampak za neko to družbeno noto. Naprimer, če povem en primer, imeli smo en projekt iz AGRFT-ja, kjer so oni preko kreativnega pisanja v bistvu imeli kot neko terapijo za zapornice v zaporih, v ženskem zaporu. Potem imamo, ne vem, preko glasbene terapije se pomaga otrokom z avtizmom. Tako se pravi, neki kreativni, temu se tudi reče, ne vem, aplikativna umetnost. To se pravi, vse gre na koncu pa za nek vpliv. Mogoče na tej točki z raziskovalci nismo toliko usmerjeni v neko podjetništvo. Nasproti pa recimo pri študentih, smo pa tudi našo rektorjevo nagrado za inovacije smo razširili z novo kategorijo, HUD, ki je pa namenjena študentom in podpira v bistvu take podjetniške in inovativne projekte na teh področjih, humanistika, umetnost in družboslovje. Hvala. Mogoče zdaj gremo še do tebe, Renata, do tega najbolj oprijemljivega podpornega okolja, ki ga ustvarja Center Rog. Pa če mi mogoče razložiš, kako Rog podpira to pot od ideje do prototipa in trga, pa kateri servisi so odločilni za profesionalizacijo ustvarjalcev. Ja, hvala lepa. Center Rog je najmlajša od podpornih organizacij, ki so danes tukaj na odru, zagotovo, delujemo šele dobri 2 leti. Je pa bila želja, da Center Rog ne spodbuja samo profesionalnega kreativnega sektorja, pri čemer se mi res usmerjamo tukaj bolj ali manj v oblikovanje, produktno, industrijsko, unikatno arhitekturo, inženirstvo, rokodelstvo. Torej tudi na profesionalni ravni nekako podpiramo razvoj produktov, haptičnih produktov, če hočete, manj pa recimo storitev. Ampak da nekako stanemo zvesti tudi temu sodelovalnemu DIY momentu, bom rekla, ker če se ta svetova imata priložnost mešati in pač mi imamo privilegij tega res velikega prostora, kamor smo lahko umestili različne ravni, mislim, da lahko nastane zelo veliko inovativnega, s tem se znanja rastejo, s tem rastejo ambicije, s tem raste pa potem tudi output oziroma produktivnost. In že Miha je prej naslovil te zanimive ideje, ki nastajajo skozi vsakdanje življenje. Ideje, ki jih imajo mogoče ljudje, sosedje,
prebivalci nekega mesta pa jih težko realizirajo zdaj kar skozi poslovno idejo. Pri nas je to možno res vstop skozi različne nivoje. Mi imamo en tak velik makerspace, ki obsega 9 različnih proizvodnih delavnic, ki so namenjene pravzaprav vsakomur, od mizarske, kovinarske do tekstila, keramike, nakita, kuhanja, fab laba v tem smislu naprednih digitalnih tehnologij in tako naprej, ki so dostopne te delavnice pravzaprav vsakomur, ki se želi hands-on ukvarjati s kreativnostjo. Skratka, enako sprejeta je pri nas soseda, ki bi rada enostavno gravirala srčke v kamenčke, in enako je sprejet profesionalni dizajner, ki ima morda pri nas tudi enega izmed projektnih oziroma delovnih studijev, ki razvija, prototipira, ne vem, lupino za svoj nov dizajnerski stol. To mešanje se mi zdi, da je zelo produktivno in je tudi na nek način en tak unikum, kar se kaže tudi skozi našo letno produktno razstavo, ki mislim, da je ena redkih priložnosti, kjer se tudi potem pri razstavi mešajo amaterski in profesionalni izdelki. Mislim, da je to ena velika dodana vrednost in pač prostor, ki ga doslej nismo imeli. Zdaj, če govorim samo o Ljubljani, Ljubljana je imela tradicionalno veliko prostorov za umetnost, za umetnike, tudi v smislu ateljejev, medtem ko ta kreativni sektor je bil v tem smislu zagotovo podhranjen. Zelo dobro se mi zdi, da se je tukaj v zadnjih letih zgodil en tak velik premik že z prvim projektom Centra za kreativnost, kjer so se res premikale meje že z vsemi ukrepi, ki so bili pripravljalno na Center za kreativnost izvedeni, tako na Ministrstvu za kulturo, kot tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, ki so sploh lahko pripeljali do tega. Mi tudi nekako smo v naši usmeritvi se odločili, da nima smisla nekako duplicirati neke programe, ki že obstajajo. Pri nas je zelo veliko okolij, ki že nudijo, ne vem, razvoj start-upom, razvoj specifičnih poslovnih znanj na področju marketinga, internacionalizacije in tako naprej. In ni smiselno podvajati takih programov, smiselno je uvajati programe, ki nekako tudi pripeljejo do tega, da imamo posameznike, podjetja, mikro, mala, ki bodo potem te programe koristila. Zato tudi z Centrom za kreativnost recimo nekako vedno bolj iščemo poti, kako te naše storitve, to, kar eni in drugi nudimo in seveda tudi vsi drugi, kako to nekako povezati, zato da res lahko pridemo do rezultatov, ko imamo nekaj za pokazati. Kako tudi pridemo do sodelovanj ne samo z raziskovalnimi ali pa izobraževalnimi inštitucijami, ker pri nas je tudi zelo pomembno in od začetka tudi zelo koristno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, pa ne mislim samo na Urškin oddelek, kjer tudi dobro sodelujemo, ampak tudi na ta splošen pristop univerze, ki je tudi prepoznala prostor Centra Rok kot priložnost, kjer lahko študentje res do konca nekako razvijajo svoje projekte. Mi recimo trenutno sodelujemo z 6 članicami Univerze v Ljubljani, ki pri nas izvajajo praktične seminarje. Prednost pri tem pa je, da študentje lahko potem samostojno nadaljujejo te svoje projekte tudi v naših labih. Torej ne samo z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami, ampak tudi z gospodarstvom, kjer je, se strinjam, včasih zelo težko navezati, ne bom rekla stik, ampak najti eno pot, ki lahko rezultira v enih konkretnih, dolgoročnih in tudi za družbo dobrobitnih outputih. Recimo, da je en dober primer takega sodelovanja pri nas, sploh, ko smo bolj z področja dizajna, sodelovanje z Zlatarno Celje, ki je prepoznala ta prostor kot tudi en prostor, kjer lahko nekako se naprej prenašajo znanja in razvijajo nova znanja v smislu izdelave in oblikovanja nakita. V našem konceptu v začetku recimo nismo imeli laba oziroma delavnice za nakit. Zlatarna Celje je želela
da dobiti priložnost, da se taka delavnica na nek način ustvari in je tudi donirala vso potrebno opremo za to, brez nekih konkretnih pričakovanj, ampak kot eno priložnost, da se lahko neka znanja prenašajo, ki v njihovem lokalnem okolju tudi izginjajo. V Celju že zelo dolgo ni več srednje zlatarske šole, zlatarski mojstri se upokojujejo, ta znanja se ne prenašajo in zdaj smo pa prišli že do tega obrata, da se sami zaposleni Zlatarne Celje tudi udeležujejo naših nekih mojstrskih tečajev, ki določena znanja nadgrajujejo. Ali pa da pri nas gostimo druge nišne možnosti v sodelovanju, ne vem, z srednjo šolo oziroma učnim centrom iz Rogaške Slatine na področju stekla in tako naprej. Skratka, eno tako dobro mešanico in horizontalno in vertikalno lahko en tak prostor, kot je Center Rok, zagotavlja in to je zagotovo dobro za vse. Okay, mogoče ostanem še kar pri tebi, ko se je odprla taka debata oziroma tema še neke regijske navezave ali pa recimo, če gledamo na Rok, je nek tak tehnološko-produkcijski partner kot nek talent pipeline in recimo, kaj bi lahko bila ena izboljšava, da Rok postane še močnejši katalizator inovacij, pa kako to mogoče razširiti ali pa povezati še v druge regije oziroma kaj so neki elementi, ki imajo potencial nekega sistemskega za širitev ali pa kaj je bolj univerzalno ali pa specifično za ta vaš center? Zagotovo je en velik potencial še pri sodelovanju na področju konkretnih izzivov gospodarstva, tudi v tem smislu z inštitucijami, ki tudi mene zelo veseli, da se zdaj priključujejo dežnikom univerz. Danes je bil že omenjen InnoRenew. Izpostavila bi še Fakulteto za polimere iz Slovenj Gradca. To so zelo napredne, zelo inovativne ustanove, ki v glavnem tudi ogromno testirajo za industrijo. Ampak veliko od tega recimo sploh ne pride do momenta, da se ti konkretni rezultati tudi komunicirajo javnosti, da recimo vsi, tudi slehernik zvejo, kaj iz tega nastaja. Tako da mogoče je ta potencial pri razvoju nekih konkretnih izzivov in rešitev skupaj z industrijo in s tako naprednimi inštitucijami, ki jih v Sloveniji imamo in so razpršene tudi po državi. Če pomislimo samo tudi na Trbovlje in kaj se tam trenutno omogoča, Kočevje in tako naprej. Skratka, veliko tudi enih regijskih ali pa momentov po celotni državi obstaja, ki pravzaprav delajo zelo inovativne, napredne in povezljive projekte in programe, ki jih je vredno nekako tudi povezovati skozi inštitucije, kot je recimo naša. Okay, hvala. V bistvu kar živahno dogajanje in mogoče iz neke debate, ki sem jo imela z vami predtem, ste izpostavljali tudi to cehovsko organiziranost ali pa, ki je prisotna v kulturi. Zdaj pa mogoče, Borut, tebe vprašam, kaj so po tvojem mnenju ključne sistemske ovire za razvoj kreativno-kulturnega sektorja kot enakovrednega inovacijskega akterja, pa kaj bi mogoče lahko bil prvi korak, da se to spremeni oziroma nekam premakne? Mogoče bi bilo to vprašanje za prejšnjo debato, ampak mislim, da bi spet izpostavil čisto to organizacijsko obliko institucij oziroma realnosti znotraj sektorja. Pač prej sem omenil, obstajajo društva, obstajajo zavodi, obstajajo SP-ji, obstajajo DO-ji in niso vsi enakovredni pri dostopu. Tudi, bom rekel, percepcija na podlagi te pravne oblike je drugačna. Prej sem pač omenil, spet bom govoril v našem primeru, pač ko mi pridemo se pogovarjati v Sloveniji in pač povemo, da prihajamo z društva, ker mislim, eno najbolj pogostih vprašanj je, kaj društvo lahko sploh ima zaposlene. In pa rečem, jaz ima NK Maribor je društvo, tako da pač mislim, društvo je zelo raznolik pojem, ampak ja, percepcija tega je pejorativna na nek način oziroma se ne dojema, kot da je to sploh nekaj, kar ima potencial na področju recimo inoviranja. In drugo se mi zdi, da spet to, kar sem tudi omenil prej, je ta percepcija, kaj kreativne in kulturne industrije so oziroma kaj samo so. Pač seveda tle
je veliko oblikovanja, veliko arhitekture, tudi te ključniki, ki so bili izpostavljeni strani Anje na začetku. Seveda je vse to res, ampak z naše strani je veliko več kot to. V bistvu je neka podpora, nek podporni organizem, nek način razmišljanja, mišljenja, nek sistem prevrednotenja vrednot, ki se sooča z najtežjimi izzivi, ki jih kot družba imamo. Ne govorimo samo o tehnološkem inoviranju in v smislu napredka in potem monetizacije tega. Seveda, to je en del in zelo pomemben del, ampak ne smemo pozabiti, da se pač kot civilizacija, še posebej zahodna civilizacija, soočamo z poleg, rekel, podnebnih sprememb. Imamo zdaj debate o nečemu, kar nismo mislili, da je mogoče, o genocidih, pa o genocidu v Palestini, o vojni v Ukrajini. To so izzivi, ki jih iz ekonomskega vidika ne zmoremo reševati. Celo na nek način reproducirajo in dolivajo bencin na take zadeve in pač kot družba se o tem nismo sposobni pogovarjati in kreativnost, umetnost, razmišljanje izven okvirjev je po mojem mnenju edina ali pa zelo pomemben element tega, da bomo kot družba se uspeli vprašati, je ekonomska paradigma, ki temelji na neskončni rasti, sploh možna v neskončnost. Pač v naravi, če se že vežemo v ekosisteme, v naravi ni ekosistema, ki vzdrži neskončno rast, pač ko presahnejo resursi, sistem implodira. Edini sistem, ki ga poznam, ki je podoben, so kancerogene celice in vemo, kam to konča. In pač živimo v taki civilizaciji, se o tem ne pogovarjamo. In rešitve obstajajo. Obstajajo in možne so samo skozi sodelovanje, skozi pogovarjanje, skozi razmišljanje in skozi priznanje, da nihče od nas nima odgovorov na ta vprašanja. Ampak če se sploh ne preizprašujemo in če konstantno se vračamo na to, da pač delamo to, kar že vedno počnemo, pač to je definicija norosti. Tako da, mislim, ne bi rad zašel preveč v filozofske debate, ampak to so vprašanja, s katerimi se ukvarjamo. To je to, da monitoriramo vodo preko školjk. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da pač kot ljudje, in to je pač Marko Vivoda si zamislil, je rekel, pač mi kot ljudje ne razumemo, kaj se dogaja pod vodo, tudi če je voda onesnažena, ker pač to je neko okolje, ki je nam tuje. Ampak če mi začutimo, da školjka ne more dihati, ker mi onesnažimo vodo, bo drugače. In rezultat tega ni samo monitoring za Luko Koper, je tudi inštalacija, ki bo nam ljudem omogočila dihanje na podlagi čistoče vode. In mogoče bomo to poštekali, da morda pa dajmo malo manj osnaževati tisto, kar je za nas samo neka odbojna površina in lepo ogledalo, ki odseva oblake. Ok, zdaj iz te filozofske nadaljujemo, mogoče spet do tebe, Miha, do te dolgoročne podpore, pa spet do Nizozemske. Zdaj ta agencija za kreativnost, kot smo jo poimenovali v naših debatah, kako bi to v Sloveniji postavili? Pa recimo imamo JAK, ali pa recimo kako te kreativnosti dati nek tak jasen medresorski mandat, ki bi nadgradil sedanji kulturni mandat, ki ga ima CZK, kako v to strateško vključiti gospodarstvo, ki spet ugotavljamo, da pogosto, čeprav so premiki, še vedno ne razume kreativno-kulturnega sektorja. Ja. Mislim, to je vprašanje za ne milijon, ampak veliko milijonov. Ampak tako, iz mojega pogleda, pa iz izkušnje teh let funkcioniranja tako na Nizozemskem kot evropskih kontekstih, je ena kvaliteta in kulture in kreativnosti, je to prostor srečevanja raznih različnosti. Pozabimo tukaj sektorje, domene in tako dalje. To je prostor, kjer se različni ljudje, različne ideje srečujejo in je prostor, kjer se, mislim, recimo, če gledamo v kontekst dizajna, preveč se ukvarja zgolj z možnimi rešitvami, produkti, ne da bi se sploh razumeli probleme, recimo, ne. In ko ti srečuješ ljudi in ko delajo skupaj in imajo možnost raziskovati probleme, skratka, polje raziskav, ko imajo priložnost nekaj razvijati, skratka, nova razumevanja aplicirati v nove kontekste, področje inovacij. Ni več pomemben, iz katerega področja prihajaš, ampak je ključno,
kako se različni profili ljudje skupaj srečujejo, vzpostavljajo nova razumevanja in iz njih nekaj novega delajo. Skratka, to je kvaliteta temu, čemu rečemo ta kulturno-kreativni sektor. In ko prideš do take kulture tovrstnega skupnostnega delovanja, je veliko lažje in z gospodarstvom ali kot gospodarstvo, zato ker tudi gospodarstveniki so tukaj zraven zgolj kot eni od. Pač en od problemov v Sloveniji je, da se gospodarstvo obravnava kot tisti ključni sektor in vsi ostali so podrejeni, medtem ko v nekih drugih družbenih sistemih ni več glavnih sektorjev. Ali pa recimo ta kreativni sektor omogoča neko bolj sploščeno ontologijo, skratka smo vsi nekako isti, podobni, imamo podobno izhodišče, smo zgolj ljudje, ki skupaj delamo in pač nekaj novega proizvajamo. In to je ta ključna kvaliteta, recimo. In ko to vzameš in iz tega ven razvijaš potem sisteme, agencije, strategije, so rezultati potem, ja, priješ do teh nekih kazalnikov, vplivov, vidiš, da iz teh praks so rezultati vse povsod. Skratka, mi smo ravno v teh zadnjem letu opravili raziskavo v STARTS Prize, recimo. To je pač STARTS program je Science, Technology and Arts, ki funkcionira zdaj že več kot 10 let. Sklop, mislim, en del programa je pač nagrada, ki jo podeljujejo vsako leto. To bo pač spet ta teden na Ars Electronici, ki je bilo že omenjeno naprej. In smo naredili raziskavo v vseh teh 10 let več kot 300 projektov. In ena od ugotovitev je, da sam program že iz strani Evropske komisije implicira, kakšni rezultati, mislim, kaj se pričakuje od teh projektov ven, in na ta način se to ocenjuje in se tudi relevantnost programa na ta način ocenjuje. Hkrati pa so učinki teh nagrad, teh projektov, vsak ima totalen drugačen učinek na totalno drugih področjih in v bistvu neke strukture, neki sistemi, kot so Evropa, država, strategije, sploh ne zajemajo vsega učinka, vseh potencialov, ki so tukaj noter. In v bistvu šele skozi to raziskavo smo ugotovili, da ta nesistemskost, to, kar posamezniki v bistvu delajo, ima veliko večji potencial in veliko več nekega razumevanja proizvaja, kot pa same strukture. In zato, ker posameznika tukaj, mislim, tukaj ste recimo kreativci, dosti tukaj potenciala je v tem posamezniku, ki reče, ja, imel sem bolezen v otroštvu in da se cel življenje ukvarjam s tem, kako nekaj iz tega ven razvijati, recimo. Tako da, za mene je posamezniki, ljudje, skupaj sedeti, to je glavni potencial tega kreativnega sektorja. Vse ostalo je potem zgolj, kako to omogočiti. Ok, se pravi, govorimo v bistvu o nekih zavezništvih in recimo, da kultura skupnostnega delovanja oziroma zavezništva, pa kako zbližati kreativni sektor in gospodarstvo, je tudi nekaj, kar verjetno počnete, Žiga, vi pri tej vaši pobudi in za. Tako da me zanima, zakaj je recimo Gospodarska zbornica ocenila, da je nujno se iti nekaj takega, pa mogoče zdaj, kak je že kak prenos operativo oziroma so že kakšni oprijemljivi rezultati in ugotovitve te pobude in sodelovanja. Ja, moram spet začeti na začetku. Zdajle je pač bilo lepo povedano, da v bistvu se premalokrat vprašamo, kaj v bistvu je problema, ki ga rešujemo. In ko smo prej govorili, kako sta to dva različna svetova, se je prej v podjetjih na dizajn velikokrat gledali kot nekaj, kar samo oblikuje. In v bistvu zdaj, da bojo podjetja prepoznala, da je dizajn nekaj, ki lahko pomaga identificirati problema in ga umestiti v začetek inoviranja, je kar v bistvu velik preskok. Ne samo za podjetje, ampak mislim tudi za vse oblikovalce politik, pa vse nas, ki tam delujemo, ker, ne vem, zdaj mogoče se malo preskakujem, pa se navezujem naprej, ampak
ta sektor zdaj potrebuje svojo agencijo ali je to že gospodarstvo kot tako, a ne, je vprašanje, a ne, ker veliko vas, kot je bilo prerečeno, ste DOO, ISP, zadruge, a ne, in v bistvu se lahko sodeluje na vseh možnih načinih sodelovanja. Bolj se mi zdi pri povezovanju teh sfer, kdaj se koga kam vključuje, a ne. Mi smo to skupino delali na podlagi zavezništva, ki je bilo v začetku mandata te vlade podpisano med državo, vlado, ne, gospod premier sam je prišel na podpis, med KOSRIS-om pa rektorsko konferenco, ne, KOSRIS so vsi raziskovalni inštituti, rektorska konferenca so vse javne univerze in gospodarstvom, ne, šlo je za povezovanje znanosti in gospodarstva za, ko bi rekel, boljšo blaginjo države, dvig inovativnosti, a ne, vemo, da je bil inovacijski indeks vedno, pa še je zmeri, ne, ta merilo. In v bistvu iz tega ven iz tega zavezništva ven smo poskušali top-down začeti nekaj ustvarjati, neke skupine, neke akcije, pa nam nikakor ni uspeli. Na koncu smo pač rekli, si smo sami ljudje, dajmo povabiti pisarne za prenos znanja na eno pico na GZS in tako se je začela, ne. In iz naših izkušenj odprej iz teh projektov smo vedeli, ne, da v bistvu za inovacije rabiš kreativnost in takrat smo tudi Anja povabili zraven, kasneje se je pridružil še Kersnikova, ne, Jurij Krpan, in v bistvu je tle prihaja do nekega, ko bi rekel, mreženja podpornega okolja, a ne, z dvig inovativnosti, ampak jaz se vedno bolj sprašujem v bistvu, kako umestiti ta dizajn, da bomo imeli prave probleme, ki jih rešujemo, ne, da bojo podjetja vedela, a je problem, ki ga rešuje, sploh res prav problem, a ne, in velikokrat se pogovarjamo, kako bomo zbližali raziskovalce pa podjetja skupaj, da bomo naslovili tako imenovano dolino smrti tam na tistih TRL-jih, pa se vprašam, a je mogoče bi mogli že pred tem raziskovalce in dizajnerje povezati, da bi identificirali prav problem, da bi videli, katero gospodarstvo rabimo, da bo to lahko naredili, oziroma skupnost ali kogarkoli, a ne. Tako da tukaj je veliko vprašanj in tukaj se take stvari pač na taki skupini lahko pogovarjamo, se srečujemo. V bistvu je glih Urša, mislim, da bila pobudnica, da smo se dali ime INZA, ne, inovacijsko zavezništvo. In seveda pride naslov iz tega zavezništva med državo, znanostjo in gospodarstvom in nekako tudi bi mogel biti kreativnim sektorjem, ki je pač v bistvu nek pokazatelj tega, kaj sploh kot družba rabimo, a ne. A zdaj, trenutno se glih pogovarjamo o tem, da bi se lotili spet na kreativni način priprave ene študije, v bistvu se bi uporabljali neko metodologijo, to scenario thinking, da bi pogledali, kako bi lahko izgledala prihodnost Future of Technology Transfer, povezovanja znanosti in gospodarstva ob tudi vključevanju pač kreativnega sektorja. Tako da je to zdaj tak naslednji vidik, ki ga imamo, sigurno pa kle prihaja do raznih mreženj in pobud za dogodke, tudi tako je nastal spomladanski dogodek za povezovanje kreativcev in gospodarstva, ki smo ga imeli, pa verjamem, da bojo še sledili in ne, več kot se pogovarjamo, več kot se družimo, prej lažje bomo pač najdeli ta recept, ki pa verjetno ni dosti enoznačen, ne. Tudi več, ko se bomo o tem pogovarjali, prej bojo podjetja senzibilizirane do tega, da vidijo, da je dizajn neki, ki bi v bistvu mogel biti del podjetja, ne pa neki kot zunanji faktor, ne. Ok, ker nam mogoče že malo zmanjkuje časa, bi šli še za eno sklepno misel, pa bi kar s tabo nadaljevala, Urša. Vseeno, kako dati kreativnosti neko večjo strateško, bolj močno vlogo, pa kako zagotoviti neko dolgoročnost pa kontinuiteto pri vseh teh aktivnostih, ki jih počnejo. Mogoče komentar na to kot nek sklepni komentar okrogle mize. Mislim, meni se zdi prvo res komunicirati, ne. Ta komunikacija, jaz tudi vidim v bistvu na univerzi, kako, če vprašaš te
hudovce, ki ti mi rečemo, kaj vi mislite v njih, pa v podjetjih, sam to ne, in obratno. To se pravi, to na nek način nepoznavanje, nemaranje en drugega, vse izhaja pravzaprav iz nepoznavanja. Tako da komuniciranje, in tudi zato smo se mi tako posebej zdaj nekako osredotočili na hud in ga izpostavljamo povsod in bomo tudi ga komunicirali dodatno. Ker tudi jaz 1 leto nazaj, ko smo ga delali, mi nismo imeli domišljije, kaj bomo dobili, kakšne projekte bomo dobili, in jaz šele danes vem, kaj to pomeni. Kaj pomeni tu ta kreativni sektor in tako naprej, in humanistika, kakšni so to lahko projekti, ki dejansko imajo neko vrednost. In še zdaj odkrivamo na novo. In tudi to se mi zdi pomembno, pri nas je pa vedno nekaj novo ustanovimo, to čez 1 leto ni dobro in pol spet. To se pravi, da res na dolgi rok vlagamo v te neke tudi posredniške intermediaries institucije, ki ne bojo zdaj same sebi namen, spet nekdo, ampak nekdo, ki je v službi tega, pa ne bi rekla ekosistem, tukaj, če se navežem na to prvo, bi to pojmenovala skupnost. Ker na koncu smo ljudje in to, da se mi poznamo, to, da jaz danes Žigata lahko pokličem, to, da on tam pozna eno podjetje, to te na koncu v bistvu poveže. In res te dobre zgodbe. To moramo začeti bolj promovirati, zato ker mislim, da ljudje, vse to smo tudi danes ugotovili, še vedno ne vejo, kaj to pomeni, še vedno mislijo, da je to sam dizajn spletne strani, da bomo razumeli. In pol se bomo tudi lažje povezovali. Ok, mogoče še Borut, gremo na hitro še en krog. Definitivno se strinjam, pač ljudje so ključ in mislim, se da napisati strategijo, se da napisati plan, sistem postaviti, ampak če se pač 2 ali pa več izmed nas ne pošteka na čisto osnovni človeški ravni, tudi čustev, emocij, ne funkcionira. In recimo to je ful zanimivo, s tem se tudi ukvarjamo, se da to menedžerirati, se da to vzgajati, se da vzgajati empatijo, recimo, ki je nujna za take pristope. Bi pa morda samo še izpostavil eno veliko vprašanje, ki se tudi tle za tiste, ki smo mogoče bolj občutljivi na to, ful pokaže in je v bistvu ekstremna centralizacija Slovenije in pač koncentracija bodi si znanja, bodi si ljudi, bodi si organizacij in institucij v Ljubljani in je nekako pač ta reprodukcija tega, da je to pač postalo samoumevno in definitivno je nekaj, s čimer bi se morali bolj ukvarjati in pozdravljam tudi ministrico na začetku je izpostavila, pač policentrični razvoj, ampak ja, kot nekdo, ki prihaja iz province, se velikokrat počutimo malo preveč postavljeni na rob. Še, ja, hiter, kratek komentar, ker smo že čez čas. Jaz bi sem... Ja. Jaz mislim, pač ključno je imeti agencijo za kreativne prakse. Ker veliko je strategij, veliko je mišljenja, ampak premalo je pa omogočanje kreativcem, da zares nekaj počnejo. In iz tega se ven učiti, kaj se zares potrebuje, kakšne sodelovanje, kaj zares treba omogočati, je ključno. In ne razumeti dela kreativcev kot nekaj, kar treba subvencionirati. Ravno obratno, kreativci subvencionirajo, morate subvencionirati državo z vašim mišljenjem. In agencija mora to omogočati. Ravno obratno. S tem bi zaključil jaz. Mogoče še sklepne misli, se pravi, potrebujemo agencijski mandat za kreativnost. Aha, ja, ok. Eno stvar, se slišimo, ki ni bila omenjena, ampak se mi zdi zelo pomembna. Res je, da smo ljudje, vsi ljudje, ampak ljudje smo v bistvu znanje. In vemo, da so Evropa prepoznala skills kot pač pomembno stvar in mislim, da je treba te kompetence, ker vsi smo si ljudje različni, eni smo bolj analitični, eni smo bolj taki, ampak se mi zdi, da ljudje s temi veščinami in znanji se v osnovnih šolah že ne spodbuja dovolj. In mislim, da je treba te kompetence začeti gojiti že pri otrokih in ta znanje začeti spodbujati, ker šolski sistem je zelo nastal v smislu tehnologij in tehnološkega znanja, zelo malo pa na teh mehkih veščinah. In na gospodarski zbornici, ko delamo
analizo poklicov prihodnosti. Danes je bilo omenjeno Linz, da dela fakulteto poklicov prihodnosti. In ko mi delamo analize poklicov prihodnosti, tehnološke znanja niso več v spredju. To vedno bolj v spredju so timsko delo, kreativno razmišljanje, vse te zadeve, tega pa naše šole ne učijo. In mislim, da je treba ta znanje začeti ne v univerzah, ko si že izoblikovan, ampak pri otrocih, ki se prepozna, ne, moja hčerka recimo rada pleše, je bolj kreativna, kot jaz, bolj taka, ne, da imajo možnost take stvari tudi razvijati v smeru v času osnovne šole ali pa šolskega sistema. Ne. To se mi zdi zelo pomembno, no, ker sedaj tega nimamo. Ok, mogoče še vsem Renato Klepnik komentar. Hvala. Ja, jaz se zelo strinjam, da kreativnost izhaja iz skupnosti. In najlepše je opazovati te preskoke, ki se pol včasih zgodijo, recimo, kje drugje kot pri nas bi se lahko razvila surf deska iz micelija ali pa krasna priložnost, ki so jo dobili mladi živilski tehnologi, ki so začeli delati krekerje iz pivskih tropin, zdaj pa skupaj s Pečjakom, s podjetjem razvijajo testenine na tem področju. Skratka, prostori, ki omogočajo, da ta kreativnost pride do izraza, ki omogočajo hitro prototipiranje, eksperimentiranje, tehnološko znanje, ki se lahko nadgrajuje in izmenjuje, so tisti, ki potem peljejo v inovacije in v to, kar si tudi mi kot družba za svojo prihodnost, za prihodnost svojih otrok želimo. Ok, se pravi, začeti že zelo zgodaj pri malih otrokih, kreativnost kot vodilo inovacij, potrebujemo agencijo, ki bo imela strateški mandat, pa se pravi, da naj to postane ključni sektor strateški pri razvoju Slovenije. Hvala vsem sogovornikom za zanimivo debato in hvala vsem vam poslušalcem, da ste bili del tega.